Če dobro posluješ in si profitabilen, se bo zmer najdel še nekdo, ki bo najdel svoj prostor, tukaj ali v eni niši, ali v eni regiji. Se pravi, zmer so te mali konkurenti, ki se bojo pojavili. Če je prostor med tvojo, bom rekel, nabavo prodajo, če imaš profitabilen model, se jim ne moreš izogniti. S časoma bojo prišli. V poslu smo vsi malo konzervativni, malo nas je strah, riskiramo s tujim denarjem, velikokrat so omejeni budžeti, se pravi, treba je odobritev nekih drugih ljudi dobiti in nobenega ne moreš v enem sestanku iz 10-letnih trnc potegniti ven. Se pravi, je treba z neko komunikacijo na dolgi rok, nam se je, bom rekel, nekje čez pol leta začeli poznati, da so ljudje veliko bolj razumeli in smo jih z izobraževanjem smo jih spravili do tega, da so približno vedeli, kaj od nas pričakovati, da so vedeli, kaj delamo. Naučili smo jih, kaj rabijo, preden so prišli do nas. Tako da smo se takrat pogovarjali samo še o tem, kaj to konkretno pomeni za njih, o njihovih konkretnih potrebah, ampak smo mogli v bistvu narediti toliko časa predstavljati en produkt, da se je med ciljnimi kupci razširil neko zavedanje pri nekaterih seveda, da to rabijo, oziroma da je to en korak naprej, ki je njim zanimiv. Moraš govoriti, moraš reševati njihove probleme. Ne smeš samo ponuditi to, kar oni mislijo, da rabijo, to, kar oni rabijo. Moraš se veliko bolj postaviti ven iz svoje industrije, v njihovo industrijo, v odnose med njimi in njihovimi kupci. Mora biti element konzultinga noter, ki gre na nekaterih področjih en korak naprej od tam, kjer oni razumejo. Se pravi, če oni vejo, da boš ti njim v njihovem poslu pomagal in da jim boš njim pomagal razvijati neke korake, ki jih prej niso poznali, znali ali pa kakorkoli, takrat si ti nek element vrednosti v njihovih planih za naslednji let. Drugače si pa sam dobavitelj. Moraš biti potrpežljiv. Zna trajati, na začetku so feedbacki negativni, ker pač vsaj pri nas so bili, ker smo začeli ponujati strankam, ki niso to hotele kupiti. Nekje pol leta zna trajati, da ljudi začneš premikati iz njihovih trnc in še zmeraj ne smeš pričakovati, da boš vse. Eni se uprejo in ne grejo ven in takrat, če hočeš biti kredibilen, te ne sme biti strah stranke zavrniti. Se pravi, če nekdo ni pripravljen delati tako, kot ti praviš, da se dela, je zelo nevaren delati po bližnjicah, ker si pol spet izven svojega comfort zona, mogoče ne boš dobro naredil. Vsakič na koncu, ko skočiš v en tak projekt, ki jih sicer ne delaš več, ko se konča, si misliš, da to res ni bilo ali profitabilno ali pa potrebno. Preveč se ne matraš.